Jaz se bom najprej odzvala na vse to, kar se je zdaj dogajalo, pa bom probala iti zelo sistematično čez vse, kar pač je bilo zdaj od decembra pa do včeraj. Zelo sem vesela, da je sedaj praktično se poenotila celotna politika in pa tudi vsi tudi strokovnjaki, da je ta omrežninski akt, ki smo ga mi začeli naslavljati, da je nepravičen in netransparenten že marca, da smo se zdaj poenotili vsi na tem stališču. Glede na predloge Elesa, ki jih je včeraj predstavil, ugotavljamo, da gre sama metodologija v smeri, ki smo jih tudi že dali lani marca na GZS-ju, in sicer za manjše število časovnih blokov, ustreznejša časovna in stroškovna razlika med časovnimi bloki, prav tako merjenje moči glede na dejansko doseženo moč in pa tudi popravek tarifnih postavk. Ne moremo se pa strinjati, da se predlogi Elesa da samo popraviti sedanji režim. Potrebno je pripraviti povsem nov akt z novo ustreznejšo metodologijo in seveda pred uvedbo izvesti analize učinkov. Upam saj, da smo se iz zdajšnje slabe šole nekaj naučili in da tega ne bomo ponovili ponovno. Predlog Elesa namreč pomeni predvsem povsem nov model obračunavanja omrežnin, za katerega je potrebno pogledati, kaj bo to pomenilo v praksi. Eles je včeraj sam tudi poudaril, da se z analizo vpliva na uporabnike ni ukvarjal. Včerajšnje izjave ministra Kumra, ki je tudi napovedal, da bo vlada odjemalce v visoki sezoni delno ali v celoti oprostila plačila stroškov za moč za najdražji prvi časovni blok, seveda to zelo pozdravljamo, to gre predvsem na račun 56 000 ljudi, ki so vlagali v zeleni prehod, torej v sončne panele. Jasno pa želim poudariti, da to ne bo razbremenilo dela gospodarstva z najvišjimi podražitvami, saj so pri teh podjetjih najvišja povečanja stroškov ne za moč, ampak postavke za energijo. To smo govorili, da je to povečanje 4 do 6 krat. Zato državo in regulatorje pozivamo, da prvič začasno se vzpostavi nazaj star sistem obračunavanja omrežnin, v tem času pa pripravi nov akt s spremenjeno metodologijo, ki bo zagotavljala upoštevanje vseh zakonskih določb in priporočil ter omrežnega kodeksa ACER. To današnja metodologija ne upošteva. Tretjič, za nov akt mora regulator izvesti ocene učinka nove metodologije na vse deležnike ter zagotoviti ustrezno večletno prehodno obdobje, ki bo omogočilo vsem uporabnikom, da se lahko prilagodijo spremembam omrežninskega sistema. Četrtič, pri novem sistemu je potrebno upoštevati tudi specifike in potrebe gospodarstva ter breme aktivnega odjema bolj sorazmerno porazdeliti med odjemalce in elektrodistributerje. In petič, izredno pomembno je tudi, da tako kot se je država odločila za spodbujanje obnovljivih virov energije in blažitev posledic za lastnike sončnih elektrarn, se bo morala država odločiti tudi, ali želi imeti v Sloveniji industrijo materialov, kar je energetsko intenzivna industrija, ki je ključna tudi za delovanje ostalega dela gospodarstva. In če da, potem pričakujemo, da bo vlada in regulator v novem omrežninskem sistemu upošteval tudi specifike te industrije. Dejanski stroški po uvedbi novega sistema. GZS je po uvedbi novega sistema opravil analizo dejanskih stroškov na podlagi prejetih računov, tako za mesec september po starem, v oktobru po nizki tarifi in novembru po visoki tarifi. In ugotovili smo, da dejanski dvigi stroškov v delu gospodarstva so točno primerljivi z našimi napovedmi iz analize, upravljanje pred uvedbo sistema marca. Največje povprečne letne dvige je zaznati tako pri podjetjih, ki so na visoki ali srednji napetosti. Te podrobnejše izsledke bo kasneje predstavila Andreja. Naj pa še tukaj poudarim, da tudi za gospodinjstva bi se položnice dvignile, če država ne bi posegla vmes z regulacijo. Morda samo za intermezzo.
Pravno mnenje. Mi smo ves čas opozarjali, da je akt o omrežninah tudi, danes velja to tudi, da se je o tem izrekla tudi vlada, po ugotovitvah vlade ni skladen z evropsko in nacionalno zakonodajo, to smo mi ves čas tudi opozarjali, priporočili ACER in sprejetimi nacionalnimi strategijami na področju energetike. Prav zaradi tega je GZS na pobudo podjetij naročila tudi pravno mnenje ugledne odvetniške pisarne, ki je pripravila pravno mnenje in ta poudarja vprašanje skladnosti akta z ustavo v več delih, saj nov sistem omrežnin nesorazmerno in protipravno posega v pravice podjetij. Več informacij zaradi pravnega interesa podjetij, ki bi lahko iskali pravico tudi po sodni poti, ne bom razkrila. Zdaj pa bi dodala še nekaj odzivov na navedbe v javnosti. Glede navedb članov sveta agencije pred 2 dnevi, da bi za vrnitev na star režim omrežnin potrebovali polovico leta, želim tukaj najprej poudariti, da smo od operaterjev dobili neuradne informacije, da je za ta prehod na star sistem obračunavanja z njihove strani mogoč v zelo kratkem času. Prav tako bi rekla, da na strani dobaviteljev pri prehod ni pomenil večjega zalogaja, ne bi pomenil, saj nekateri uporabniki še vedno so merjeni po starem sistemu in še nimajo nameščenih in tako imenovanih pametnih števcev. Tukaj bi tudi rada poudarila, da je član sveta govoril, da ni sodeloval pri omrežninski reformi, jo je pa komentiral in zelo zmotno zatrjeval, da smo bili deležni prehodnega obdobja. To ne drži. Vi vsi dobro veste, da je bil akt o omrežnini sprejet leta 22. novembra. Šele leto zatem, novembra 23, so bile objavljene tarife. Torej, to leto ni bilo prehodno obdobje. Potem šele z januarjem so bili podane možnosti primerjave, kaj bo akt z tarifami pomenil v obliki kalkulatorja, ki je bil vzpostavljen na agenciji za omrežnine. Torej, prehodno obdobje je bilo manj kot leto. Torej, član sveta pa si takih izjav ne bi smel dajati, ne? Večkrat tudi slišimo navedbe agencije, da je star sistem omrežnin energetsko intenzivnim podjetjem nalagal nesorazmeren majhen del stroškov omrežja. Temu delu industrije se je obračunska moč določila tako, odločila jo je Agencija za energijo, da je tukaj jasno, ne? Da je v obdobju 2 ur vsak dan, med 8. in 10. uro, se upoštevalo povprečje 3 najvišjih doseženih koničnih moči, torej v tem času je bila zanje elektrika najdražja, saj je bilo to omrežje takrat najbolj obremenjeno. Nekatera podjetja so zato v teh urah ali pač prilagodila svojo proizvodnjo, če pa jim to ni mogočal proces, pa pač so plačevala toliko visoko omrežnino. S tem seveda so doprinesla k manjši obremenitvi omrežja, danes pa tem podjetjem očitamo, kako so prispevala k razbremenitvi omrežja v času, ko to ni bilo potrebno. Mislim, Agencija za energijo je toliko let že na tej sceni in to je res malo smešno. Da nadaljujem. GZS je bila torej prva in ključna organizacija, ki je že marca opozorila na vse to, kar danes pritrjujejo nam vsi. Naj izpostavim in naj dam še za konec ključne poudarke. Prvo, kar smo ves čas opozarjali, je razporeditev in trajanje posameznih časovnih blokov ter stroškovno razlikovanje med posameznimi časovnimi bloki, poslovnim odjemalcem, ki ne omogoča prilagoditve. To še posebej velja za industrijo, ki dela 24 ur 7 dni na teden, kar močno povečuje stroške poslovanja. Stroški med posameznimi časovnimi bloki so tako nizki, da odjemalce ne stimulira, da bi več energije porabljal v časovnih blokih, ko naj bi bilo omrežje manj obremenjeno, torej niti stimulativno ni. Drugič, po naših ocenah so bila spregledana priporočila evropskega regulatorja ACER. Primer, ni bilo zagotovljeno večletno prehodno obdobje, tarifne postavke so bile znane šele novembra 23, to sem že prej povedala,
In šele takrat smo lahko imeli informacije za izračun in pa prilagoditev manj kot 1 leto. Prav tako nismo uvajali postopno spreminjanje tarif, da bi se lahko poslovni subjekti prilagodili. Tretjič, akt je sporen tudi z vidika evropske zakonodaje, ki pravi, da morajo stroški omrežnine odražati dejanske stroške in da te cene ne smejo zajemati stroškov, ki niso povezani z uporabo omrežij. Največje povišanje omrežnine namreč sedaj plačujejo podjetja, ki sploh ne obremenjujejo distribucijskega omrežja. Ta so večinoma priklopljena neposredne na srednje ali visoko napetostno prenosno omrežje. Nov sistem predvideva obračunavanje presežene moči v 15-minutnem intervalu na podlagi naprej določenih faktorjev utežitve, namesto obračunavanja pa dejansko dosežene moči. Četrtič, že pred uvedbo omrežninske reforme smo pripravili prvo analizo in opozorili, da bo to nov sistem povzročil dvige stroškov omrežnin za 2 do 4-krat, pri podjetjih na srednji in visoki napetosti. Sistem omrežnin bo najbolj prizadel seveda industrijo materialov, ki je energetsko intenzivna, ampak mi moramo poznati, ta industrija materialov je mama vseh industrij. Je na začetku verig vrednosti in je po vseh verigah vrednosti nadaljevanju. In ta industrija je izredno pomembna. Tudi Elektroinštitut Milan Vidmar, ki je pripravljal podlago za nov sistem omrežnin, je agencijo že pred uvedbo opozoril, da nova omrežnina prav za odjemalce na srednjo in visoko napetostnem prenosnem omrežju prinaša nesorazmerne obremenitve, ne zasleduje kriterija odražanja stroškov, zato bi bilo potrebno razmisliti tudi o drugačnih porazdelitvah teh stroškov. Zdaj pa morda na tem mestu predam besedo za še kaj več podatkov, številčnih, pa potem imamo. Hvala lepa, Vesna. Andreja, izvoli. Hvala. Tako kot je že generalna direktorica povedala, smo na Gospodarski zbornici z uvedbo nove metodologije pristopili k izvedbi ankete, z namenom, da bi ugotovili, kaj dejansko ta omrežninska reforma pomeni za odjemalce na njihovih računih in da bi imeli potem seveda tudi primerjavo z podatki oziroma z analizo, ki smo jo opravili že v začetku leta 2024. Tukaj moram najprej pojasniti metodološki okvir. Mi smo povabili naše člane k sodelovanju v anketi in jih zaprosili, da nam posredujejo račune za september, oktober in november. Za september zato, da smo dobili v bistvu izhodišče, kjer smo izračunali strošek oziroma strošek omrežnine na letni ravni po starem sistemu in potem seveda oktobrski račun, ki zajema še nižjo sezono, ter novemberski račun, ki spada že v višjo sezono. In na osnovi teh dveh računov smo dobili povprečje stroška, ki nastane z uvedbo nove metodologije. Treba je povedati, da so naša podjetja prostovoljno k temu pristopila, mi smo jim zagotovili anonimnost, ne želijo biti izpostavljena, katera podjetja so tukaj sodelovala, zato smo mi metodologijo začrtali na osnovi stroškov po posameznih uporabniških skupinah, enako kot smo to naredili tudi v prvi analizi. Še eno stvar bi želela tukaj opozoriti. Podatki, ki smo jih na koncu dobili in jih bom potem pojasnila oziroma navedla, kažejo, da so zelo primerljivi tistim podatkom, ki izhajajo iz primerjalnih izračunov iz februarja začetka leta 2024. Kljub temu, da se količina porabljene električne energije pri podjetjih seveda iz meseca v mesec razlikuje in je tukaj morda zaznati v sedanjih podatkih po tej analizi, ki smo jo opravili, manjša odstopanja. Pa da se zdaj mogoče lotimo teh številk, do katerih smo prišli z opravljeno analizo. Po mojem mnenju je najbolj slikovita informacija v zvezi z spremembo
stroška omrežnine po uporabniških skupinah v povprečju. To se pravi, ugotovili smo, da je v povprečju relativno zvišanje glede na staro metodologijo najbolj izpostavljeno v uporabniški skupini 4, to je visoka napetost, kjer znaša ocenjen povprečni dvig na letni ravni 163%. Glede na to, da smo v tej analizi dobili nekoliko manjši vzorec, ki je v bistvu prispeval k tem rezultatom, smo potem zraven povprečnega dviga stroška omrežnine navajali v razpredelnicah tudi najvišji oziroma najnižji dvig glede na posamezno podjetje, in to je v bistvu najnižje povišanje je 99%, najvišje pa 258% za to uporabniško skupino, kar sovpada z podatki, ki smo jih imeli pridobljene na osnovi primerjalnih izračunov. Naslednja uporabniška skupina z najvišjim zvišanjem, povprečnim ocenjenim dvigom na letni ravni je uporabniška skupina 2, gre za srednjo napetost in letne obratovalne ure, ki so nižje od 2500 ur, kjer ta dvig pomeni zvišanje za 120%. Naslednja uporabniška skupina je srednja napetost, kjer smo ugotovili, da gre za povprečni dvig na letni ravni za 63%. Mogoče je tukaj dobro povedati tudi, da je v tej uporabniški skupini največji dvig pri enem podjetju znašal celo 986%, najmanjši pa gre za znižanje dviga povprečnega stroška omrežnine za 21%. Zdi se nam pošteno, da povemo, da ne pomeni za vse odjemalce absolutno zvišan strošek. Metodologija očitno ni upoštevala specifičnosti posameznih podjetij in njihovih proizvodnih procesov in narave dela, in seveda prihaja tukaj do teh razkorakov v zvišanju oziroma znižanju stroškov omrežnine. Pri uporabniški skupini 3, pri kateri smo v prvi analizi iz februarja ugotovili najvišji dvig stroška oziroma tarifne postavke za energijo, ugotovili smo, da je strošek omrežnine pri nekaterih uporabnikih na tej uporabniški skupini, gre za srednjo napetost na zbiralkah, se je celo povišal za 10-krat. Žal v tej analizi nismo dobili ustreznega dovolj velikega vzorca, zato je tudi podatek glede povprečnega dviga na letni ravni nižji in znaša 48%. Če pa pogledamo razpon, je strošek dviga pri posameznih podjetjih tudi do 90%. Da bi pojasnili malo bolj natančno, kaj pomeni razlika med višjo in nižjo sezono pri posameznih uporabniških skupinah in zvišanjem stroška iz nižje v višjo sezone v posameznih uporabniških skupinah, in posebej opozorili na to, da metodologija ne zagotavlja stimulacije podjetij, da se prilagodijo časovnim blokom, tako glede njihovega trajanja, kot glede njihove stroškovne diferenciacije, smo pri tej analizi ugotovili prav za ta podjetja, ki jih mi zmeraj najbolj izpostavljamo in so s to reformo najbolj prizadeta. To so podjetja na visoki napetosti, na srednji napetosti na zbiralkah in na srednji napetosti uporabniške skupine od 2 do 4, kjer je razlika v strošku omrežnine iz nižje v višjo sezono relativno nizka. Zakaj? Zato, ker so tarifne postavke med prvim in drugim časovnim blokom v bistvu nestimulativne. Strošek oziroma tarifa za drugi časovni blok se zniža samo za 2 do 3%. Medtem ko se
tarifa za prvi časovni blok na energiji za te odjemalce poviša za 2 do 4 krat oziroma za 4 do 6 krat. 4 do 6. Tako. Zdelo se mi je pomembno, da opozorimo na to, medtem je pa korektno, da tudi povem, da za ostale uporabniške skupine je pa ta razlika, stroškovna diferenciacija bolj izrazita. Tukaj govorimo o uporabniških skupinah oziroma odjemalcih na nizki napetosti in na nizki napetosti na zbiralkah. Tudi pri gospodinjskih odjemalcih, da se tudi njih dotaknemo, mi smo se tega lotili malo bolj celostno, hoteli smo v bistvu dobiti sliko, kaj to pomeni za vse uporabnike. Pri gospodinjskih odjemalcih je prvi časovni blok za moč. Se je tarifa povečala za cirka 354%, medtem ko je potem drugi časovni blok pa potem bistveno nižji. Tukaj je ta razlika. Je pa spet vprašanje, kakšna je možnost prilagajanja glede na trajanje in razporeditev časovnih blokov tekom dneva. Tako da to so te osnovne naše ugotovitve v zvezi z opravljeno analizo. Ugotavljamo, da so podatki iz pridobljenih računov zelo primerljivi tistemu, kar so podale izračuni glede na uporabljeno kalkulator oziroma primerjalni izračuni v začetku leta 2024. Morda pa je na mestu, da opozorim tudi na to, da je z uvedbo te metodologije prišlo pri posameznih odjemalcih do nerazumljivega visokega dviga stroška prispevka za obnovljive vire in soproizvodnjo toplote in elektrike, kjer beležijo, zdaj operiram čisto z absolutnimi številkami. Podjetje je v mesecu septembru plačalo ta prispevek v višini cirka 230 evrov. V oktobru, to se pravi, ko je še nižja sezona, je pa ta strošek narasel na 4.000 evrov, kar je popolnoma nerazumljivo. Na to je predstavnik tega podjetja opozoril tudi na tej nujni seji odbora za infrastrukturo, kjer je povedal, da je to popolnoma nerazumljivo, in takrat so predstavniki agencije povedali, da je v bistvu za njih tudi to presenetljiv podatek in da bodo stvari preverili. To podjetje je tudi novembra dobilo enak strošek zaračunan na svojih položnicah. Tako da več aspektov v zvezi z omrežnino je takšnih, ki jih je potrebno nasloviti. Morda tudi to, kar se nam zdi izjemnega pomena na Gospodarski zbornici, za tako pomembno, strateško pomembno reformo, kot je omrežninska reforma, je potrebno najprej zagotoviti podporno okolje. In to takšno podporno okolje za vse odjemalce, ki bo enostavno dostopno za vse, ki bo razumljivo povprečnemu uporabniku in ki bo konec koncev omogočil vsakemu uporabniku, da preveri upravičenost zaračunanih zneskov na položnici. To vse do zdaj ni bilo mogoče, zato menimo, da je na tem področju še vedno preveč sive cone, ki bi jo bilo potrebno odpraviti in postaviti vse to, kar smo danes povedali, na neke zdrave temelje in potem graditi. Gospodarska zbornica se seveda zaveda, da bo zeleni prehod pomenil dražitev omrežnine, da bodo stroški večji, ampak naj se pri tem povišanju stroškov upoštevajo vsa pravila, vsi kriteriji, ki morajo biti upoštevani, predvsem to, da se tarifne postavke zvišujejo postopno in da se da odjemalcem možnost, da se na te spremembe prilagodijo.